vas je videti. Dober večer. Spoštovani gospod minister za infrastrukturo in energetiko ter podpredsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Jernej Vrtovec. Spoštovani gospod župan občine Litija, Franci Rokavec, s podžupanjo Julijano Lovše in podžupanom Borisom Doblekarjem. Spoštovani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Janez Beja, dr. Vinko Logaj in Srečko Ocvirk. Spoštovani župani sosednjih občin, Hrastnika, Marko Funkel, Zagorja ob Savi, Matjaž Švagan, Dola pri Ljubljani, Željko Savič, županja Trebnjega, Mateja Povhe, Šmartnega pri Litiji, Blaž Izlakar, podžupani Zagorja, Janez Volk, podžupanja občine Šentrupert, Nataša Hribar in pa seveda predsedniki oziroma direktorji občinskih uprav Trbovlje Tadej Špitalar in Litije Ivan Matijevič. Direktorji javnih zavodov in podjetij, častni občan občine Litija, gospod Jože Drnovšek in seveda občanke in občani. Dobrodošli v Litiji, mesto, kjer se Sava obrne, železnica še vedno ropota, ljudje pa nikoli ne obupajo. Dobrodošli na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku občine Litija in dnevu državnosti Republike Slovenije. Litija je kraj, kjer se zgodovina nikoli ne konča, samo nadaljuje v novih oblikah. Nekoč rudarsko mesto, kjer je bilo več lopat kot avtomobilov, danes pa kraj, kjer se srečajo kultura, šport, podjetnost in trma, ki je tako značilna za naše kraje, da bi jo morda lahko dali celo v grb. Mimogrede, Litija je dala nekaj zanimivih osebnosti. Recimo Naceta Simončiča, Petra Jereba, pa morda se boste začudili Jožeta Plečnika. Ne, ni bil rojen v Litiji, ampak je Litijo kar rad obiskoval sploh v svojih zadnjih letih. Nekoč je dejal, seveda, ker je bil mojster za to, da bi v Litiji pa lahko stal najlepši most v Sloveniji. No, most sicer imamo, ni Plečnikov, imamo pa spomenik, ki ga je naredil Plečnik. In še ena anekdota. V Litiji je včasih veljalo, da če nisi znal povedati vsaj ene zgodbe o rudniku, nisi bil pravi Litijan. Danes pa, če malo priredim, da če ne poznaš vsaj enega pevca iz Valvazorja ali enega učenca iz glasbene šole, si verjetno nov v mestu. Naj bo današnji večer poklon vsem, ki Litijo živite, ustvarjate in nosite v srcu. Na oder pa bom sedajle povabil komorni zbor Valvazor. Eden najlepših ambasadorjev občine, in če bi Valvazor vedel, da bo po njem poimenovan zbor, ki poje tako ubrano, bi verjetno napisal in narisal še kakšno dodatno poglavje o teh koncih. Litija je bila vedno kraj, kjer je glasba našla svoj prostor. Včasih je bil ritem, kot sem že dejal, rudarskih lopat. Danes pa ritem glasov, ki jih boste slišali. V prvem delu bodo zapeli skladbe treh skladateljev, ki so povezani z našimi kraji: Jereba, Bučarja in Kovačiča. Morda je nekaj v litijskem zraku, morda v savski meglici, morda pa v tem, da Litija nikoli ni bila tiho mesto. Tudi železnica še vedno ropota in to z značajem. Jaz pa vem, kako ptičice pojo, jaz pa vem, kako rožice cveto. Pa so ptičke praznišče, zapojem moj deklič, so vse rože manj kot nič, takšen cvet. Takšen svet je moj deklič.
če zapoje moj deklič. In jih ris je manj kot nič. Takšen ptič je moj deklič. Jaz pa vem, kako hitro čas beži. Jaz pa vem, kako vse se zavrti. Sem priženil se na griže, da mi je ta deklič, kar sedaj mi poje ptič. Rajši ne, povem vam nič. Ma kako se lepa, kar me pogledaš tako. Ma kako se nežna, kar karecaš me tako. Ma kako se dobra, zato ki se me daš. Ma kako se moja za zmirom moja, moja za zmirom moja. Ma kako me paše, kar me ves dan tepetaš. Ma kako me tuče, srce kad znamo kantaš. Ma kako me pjaže, se kad čikaš me. Ma kako me pjaže. Moja za zmirom moja, moja za zmirom moja. Ma kako sem mehek, kar me na šali bači. Ma kako sem živito, kar si zapan din din din. Ma kako me Boža sreča, kar si te. Ma kako me Boža. Moja za zmirom moja, moja za zmirom moja. Moja za zmirom moja. Gledal sem tuje nebo, zdaj v rodne kraje potujem, rad bi svet videl svoj dom. Daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo, lepše pa sijejo zvezde,
cvitek lit, vabi me moja dežela, kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Ja, takole je, ne. Enim pa še rock, enim pa še pop, jazz, opera, ampak vsem nam pa je všeč takšnale pristna slovenska pesem. Hvala komornemu zboru Valvazor, ki se bo še vrnil na oder. Litija je kraj, kjer se zgodovina in prihodnost pogosto srečata kar na istem križišču. K besedi sedaj vabim župana občine Litija, gospoda Francija Rokavca, ki že vrsto let skrbi, da se ta križišča ne samo prečka, ampak tudi gradi. Spoštovani, dragi udeleženci slavnostne akademije, spoštovani minister za infrastrukturo in podpredsednik vlade, gospod Jernej Vrtovec, spoštovani poslanci državnega zbora, kolegi župani, podžupanje, spoštovani člani in članice občinskega sveta in vsi spoštovani gostje, občanke in občani. Žive naj vsi narodi, ki jih hrepenedo čaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ta vers, tudi v nadaljevanju, je vpisan in vklesan v pomnik Geos. Na mesto, kjer je prav na današnji dan, pred 45 leti, bila določena geometrična točka Slovenije. Takrat še republike, danes naše preljube države Slovenije. In to ni bila samo točka. To je bil izjemen domoljubni projekt, ki je dal ključen navdih v poznih 80 letih in seveda v začetku 90 let, ko smo se morali odločiti in izbojevati samostojno državo Republiko Slovenija. Na to smo še kako ponosni v občini Litija, zato smo pred dobrimi 18 leti se soglasno takrat v občinskem svetu odločili, da je to naš občinski praznik. Praznik nas povezuje in praznik je tudi priložnost, da se ozremo na prehojeno pot. Zagotovo lahko rečemo, da je bilo zadnje leto zelo uspešno. Tako smo v tem letu bili priča otvoritvi novega vzgojno-izobraževalnega objekta, ki je hkrati tudi medgeneracijsko središče v Hotiču, tako šole, vrtca in seveda krevne skupnosti društev v celotnem kraju in tudi širše. Prav tako smo zaključili dva ključna protipoplavna ukrepa, projekta v Kresnicah in pa seveda cesto Litija-Sava 7 kilometrov z protipoplavnimi ukrepi na tej trasi. V tem letu smo zaključili dva športna infrastrukturna objekta. Obnovo športne dvorane v Litiji in
zaključek prve faze športnega parka Praprošče za novo umetno travo na velikem nogometnem igrišču, kateremu bo sledila v letošnjem poletju do prihodnega poletja še ugraditev 400-metrske atletske steze in seveda razširitev tribun. V tem letu smo pričeli z gradnjo satelitsko-urgentnega centra skupaj z sosednjo občino Šmartno pri Litiji in pa zdravstvenim domom in seveda tudi samo nadgradnjo. Eno izmed ključnih prioritet na področju razvoja občine. V zdravstvu smo zagotovo enotni in povezani in se nam kar malo čudno zdi, ko skorajda vsa druga država ima probleme v zdravstvu. V Litiji, navkljub dobrim rešitvam, tako vodstva zdravstvenega doma, lokalne skupnosti in vseh deležnikov znamo iskati rešitve. V tem letu smo nadaljevali z gospodarsko infrastrukturo in izgradnjo čistilne naprave v Kresnicah, ki jo zaključujemo prvo fazo v teh dneh, samo finalno obnovo in rešitev pa je predvidena do letošnje jeseni. V tem letu smo uredili 2 šolski središči varnih poti na Vačah in pa v Gabrovki, nadaljevali z izgradnjo medgeneracijskega izobraževalnega objekta, najprej prvo fazo z ureditvijo centra za gasilski dom na Dolah, sedaj pa smo v pripravi za izvedbo druge faze, se pravi šolske telovadnice in seveda večnamenske dvorane. Pred nami je tudi izgradnja medgeneracijskega središča v Gabrovki in nadaljevanje popoplavne obnove. Prav v tej dvorani bomo v letošnjem poletju pričeli z prvim fazo del in se bomo lotili stropa nad tem odrom, v prihodnjem letu pa seveda celovito obnovo te prekrasne, jubilejne, 100-letne litijske kulturne dvorane. Prav tako tudi obnova kanalizacije ob okolici stavb in tega objekta, ki naj bi zagotavljala ustrezno protipoplavno varnost temu delu mesta Litije. V Jevnici je vse nared za izgradnjo nadomestnega mostu za podvozom in pričakujemo, da bomo v kratkem našli rešitev še za podvoz in seveda za samo financiranje, ker je to enostavno povezana in neločljiva zgodba. Seveda smo izvajali tudi druge, manjše, zelo pomembne objekte na področju urejanja igrišč, parkov, vrtov. Ponosni smo zagotovo na nastajajoči Litkov vrt v samem središču mesta Litije in seveda mnogo drugih manjših drobcev, ki pa so sad izjemnega razvoja in pa sodelovanja tako javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti, kot tudi gospodarskih javnih služb, komunale. Pa seveda ne smemo pozabiti na naše gospodarstvo. Seveda smo mogoče bili prepozni pred leti, da bi lahko in seveda kljub mnogim argumentom, da bi bili sestavni del jedrnega dela pravičnega prehoda, zato seveda naše gospodarstvo ni vključeno lahko neposrednih podpor. Pa kljub vsemu. Lahko smo ponosni, da imamo podjetje Trgograd, ki je v lanskem letu presegel 100 milijonov letnega prometa. Lahko smo ponosni, da imamo med nami res izjemno jubilantko predilnico Litija, kjer obeležujemo letos 140-letnico njihovega delovanja, ki zna kljubovati vsem čerem, tudi velikim igralcem na Daljnem vzhodu in ki zna iskati rešitve v pravem trenutku, predvsem so pa povezani. Imamo tukaj podjetje KGL,
ki je postavilo prvo robotizirano skladišče v našem mestu in imamo tukaj cel segment pridnih podjetnikov, obrtnikov, ki iščejo rešitve ne glede na težke razmere za svoje poslovanje. In res iskrena vam hvala. Hvala seveda tudi obema kmetijskima zadrugama, Litiji in pa Trebnjem, ker skupaj z našimi kmeti znate iskati rešitve, ki prav tako v zahtevnih razmerah iščete in povezujete to našo prečudovito podeželje, ki je še vedno lepo in tudi obdelano. In imamo biser, to so naša društva, preko 150 jih je v občini, ki delate izjemne stvari na področju kulture, športa, sociale, mladih, podeželja in tako naprej. Se spomnimo letos aprila, velike nagrade Grand Prix v Mariboru, ker so naši Nikolajevci zasedali prvo mesto. Ali pa naših rokometašic, Žrede Litija, ki so igrali v Evropskem pokalu jeseni lansko leto. Ali pa Keglači. Ali pa Društvo upokojencev Litija, ki je naredilo tukaj fenomenalen slovenski medgeneracijski srečanje rokodelcev, ki je bilo res prečudovito. To so mogoče samo tisti mali, ampak zelo pomembni poudarki, ki pa se zrcalijo še v številnih drugih dosežkih naših izjemnih društev, ki delujejo in klubov, ki delujejo na območju naše občine. In vsem res iskrena hvala za to požrtvovalno delo, kjer ni nikoli vprašanje, koliko bo to stalo. Ampak, da smo dobre volje, da smo povezani, da delimo to srčno kulturo v srcu Slovenije. Zato je danes predvsem čas in priložnost, da se vsem vam iskreno zahvalim za vaše delo, za to, kar ustvarjamo, da ustvarjamo eno veliko srce, ki je odprto na vse strani, tukaj v sami srčiki Slovenije. In predvsem želim, da lepo praznujete današnji dan, praznik občine Litija, in da smo radostni in ponosni na prihajajoči dan državnosti, 35 let naše države Republike Slovenije. Hvala vam za to, da nadaljujete to izjemno poslanstvo povezovanja in sodelovanja. Srečno, Litija! Hvala, gospod Franci Rokavec, župan občine Litija. Današnji slavnostni govornik pa prihaja iz resorja, ki ga Litija dobro pozna. Če kdo razume, kaj pomeni povezovati, je to minister za infrastrukturo in energetiko in podpredsednik vlade Republike Slovenije, gospod Jernej Vrtovec. Litija je bila vedno prometno srce, od železnice, ki je tu že od leta 1849, do cest, ki so povezovali Rudnik, Žago, tovarne in ljudi. In še danes velja, če želiš priti kam hitro, pojdi skozi Litijo, če želiš priti kam varno, pa tudi. Gospod minister, izvolite. Ja, najlepša hvala. Spoštovani cenjeni gospod župan, podžupana, dragi poslanci, pa tudi ostali visoki gostje, občinske svetnice in svetniki. Domovina je ena in edina, je naša, ki jo nosimo v srcu. Mnogi narodi po vsem svetu bi si vsekakor želeli imeti svojo lastno državo. Ta naša država nam ni bila podarjena,
ampak je bila dobesedno izborjena, pa ne le pred leta 91, ampak že mnogo prej. Stoletni sen Slovenk in Slovencev se je dejansko se leta 1991, pred 35 leti, uresničil, izpolnil. In hvala vsem tukaj prisotnim, ki ste v tistem času dali tisto največ in se tudi žrtvovali za našo državo. In gospod župan, zagotovo zelo lahko s ponosom praznujete tudi vaš praznik, ki v bistvu sovpada ali pa je celo naklonjen sporedno s tem, ko imamo tudi praznik Dneva slovenske državnosti, tudi praznik občine Litija. In dejansko, ko človek pride v Litijo, že prej v svojem prvem mandatu, v obdobju leta 2020-2022, dobi občutek, da je v središču Slovenije, da je to kraj ali pa občina, ki ni nastala, ali pa kraj, ki ni nastal po naključju, ki ga je dejansko izoblikovala naša Sava in ki je resnično križišče poti. Zdaj, že stoletja je temu tako in je to prostor na cestišču različnih poti, ne le poti, tudi idej. Od Vač, na katere ste zagotovo zelo ponosni, tudi do Predilnice, ki v teh dneh torej praznuje 140 let delovanja. Torej, gre tudi za vizije, gre za potrebe, ki jih ima vaša občina in vaši ljudje. Torej, iz vode se črpa ta energija, iz Save, iz pridnih rok se to zaoblikujejo in seveda volje za delo. Ampak zgodovina sama po sebi zagotovo ni dovolj, vsaka generacija mora tudi kaj sama dodati. Zdaj, nekateri gradimo šole, mostove, železnice, drugi podjetja in kulturne ustanove. Tretji svoj čas, zlasti v občini veste, kako je to pomembno, svoj čas namenijo društvom, gasilstvu, športu, glasbi ali pa preprosto pomoči ljudem v stiski. In vsaka skupnost, bodisi je to država, bodisi je to občina, potrebuje tudi to vrstno dejstvovanje. In prav je, da zaradi teh vsakdanjih stvari imajo kraji potem tudi svojo dušo, stičišče idej, stičišče kulture in prav to je tisto, kar je potrebno podpirati tudi na državnem nivoju. In moje osebno prepričanje je, da dobro delujoča občina, lokalna skupnost, je tisti ključen porok, da se tudi občanke in občani v svoji skupnosti dobro počutijo. Zdaj, Litija je v svoji zgodovini doživela zagotovo že marsikaj, lani vam je tudi Sava vzela marsikaj in danes smo si z županom pogledali tudi nekatere ključne projekte, ki jih moramo v Litiji nadaljevati. Sam sem pa prepričan v eno, da primarna infrastruktura, ali pa bolje rečeno zagotavljanje primarne infrastrukture je ključnega pomena za razvoj občine, podjetij v občini, kmetijstva, če želite. Zaradi tega, ker če nimamo dostopnih, na primer, cest, če nimamo urejenih poti, železnic, potem verjemite, da se bi ljudje iz slovenskega podeželja izselili. In moram priznati, da tukaj v Litiji je bilo v preteklosti kar nekaj projektov izpeljanih, o nekaterih projektih pa se govori predolgo časa. In imajo že nekako dolgo brado. Tudi sam te projekte poznam, že od leta 2020-2022, sem pa vesel, da se je odprla lansko leto železniška postaja. Spomnim se, gospod župan, kako smo pred 5 leti gledala in se ogledovala staro in smo začrtali novo. In ko sem pogledal podatke
kako učinkovita je ta železniška postaja. Gospe in gospodje, na 3. ali 2. mestu že, takoj za Mariborom ali pa za Ljubljano, je po prevozu potnikov pač iz peronov v Litiji. Torej, če ne razvijamo primarne infrastrukture, ni delovnih mest zagotovo, ni zdravnika, ki bi ostal, ni mladih, ki bi se vrnili. Prepričan sem eno, in sicer, da Slovenija se ne začne in ne zaključi samo v prestolnici, ampak da moramo razvijati tudi slovensko podeželje. Kar se tiče še enega pogleda. Sam sem prepričan, da državo gradimo od spodaj navzgor. Zaradi tega je moja obljuba v vašem občinskem prazniku razumevanje do ključnih projektov v vaši občini, v vaših vaseh, v vaših skupnostih, da se bo vsak človek v vaši občini tudi z našo državno pomočjo počutil kot doma. In zato naj bo vaš praznik, gospod župan, tudi priložnost za hvaležnost, do vseh, ki so pred nami tudi vse ostale projekte razvijali, tudi v preteklosti. In do vseh, ki s svojim delom in odgovornostjo tudi danes zagotavljajo, da se vaša občina razvija. Že tam ste omenili nekaj podjetij in tudi sam s temi nekaterimi podjetji tudi dobro poznam. Torej, za konec še posebna zahvala vsem nagrajencem. Torej, priznanja so namenjena posameznikom, v resnici pa povedo še nekaj več, in sicer to, kako posameznike, ki si zaslužijo nagrado, torej ocenjuje, torej pozitivno ocenjuje celotna skupnost. In te nagrade v resnici povedo tudi, da občina zna ceniti ljudi, ustvarjalnost in ideje. Torej, spoštovane občanke in občani, ob vašem prazniku vam iskreno čestitam. Želim vam lep vstop v poletne čase, počitnice, zdravo mero poguma, veliko modrosti, da ohranite tisto, kar je najtežje zgraditi in v bistvu najlažje izgubiti, to pa občutek, da pripadamo drug drugemu. In veselo ter srčno praznovanje dneva naše državnosti, naše domovine. Najlepša hvala. Hvala lepa še enkrat gospodu ministru za te optimistične besede. Litija je bila vedno glasbena. Če je bilo nekoč slišati recimo rudarske zgodbe pa železniške piščali, je danes slišati predvsem mlade glasove in mlade glasbenike, ki dokazujejo, da ima ta kraj izjemen ustvarjalni potencial. In še ena zanimivost. V starih časih so Litijani radi rekli, da glasba drži skupaj hišo. Morda je zato toliko litijskih družin, kjer igrajo kar 3 ali 4 člani, in to ne samo doma, ampak tudi na tekmovanjih, koncertih, prireditvah, kot je današnja. Na oder sedaj prihajajo mladi glasbeniki, ki so letos s svojimi dosežki dokazali, da se o Litiji govori tudi v Piranu, Sremski Mitrovici in Muti. Najprej bomo slišali trio violin, ki ga sestavljajo Kaja Korošec, Lucija Pirmanšek in Manca Cvikl. Slišali bomo skladbo Igraj kolce, ljudska v priredbi Jakoba Ježa. Mentorica je Mirjam Šolar. Te 3 nadarjene violinistke so na mednarodnem tekmovanju Tartini v Piranu osvojile kar 1., 2. in 3. nagrado. Izjemen dosežek, ki priča o predanosti, talentu in odličnem mentorstvu. Potem pa Luka Korošec, Eufoni, slišali bomo Moto Perpetuo, klavirska spremljava profesor Tilen Bajec, mentor je Uroš Hribar. Luka pa je v letošnjem letu nanizal izjemen uspeh. Osvojil je kar 3 nagrade na 3 različnih tekmovanjih, njegova vztrajnost in muzikalnost ga vedno znova pripeljata na oder.
Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, zdaj prihaja trenutek, ko se poklonimo tistim, ki so srce in hrbtenica naše skupnosti. Litija je kraj, kjer ljudje ne čakajo, da nekdo drug nekaj naredi. Tukaj ljudje primejo za delo. To je kraj, kjer je rudnik zaprl vrata, a delavnost ni nikoli izginila. Kjer je železnica prevažala tovor, danes pa prevažamo ideje, projekte in ambicije. Včasih so rekli, da Litija nikoli ne spi, ker je rudnik delal v izmenah. Danes pa pravijo, da Litija nikoli ne spi, ker ima toliko društev, da je vsak večer nekaj. In prav ta društva, ustanove in posamezniki so razlog, da smo danes tukaj. Čas je, da podelimo priznanja župana občine Litija. Prosil bom župana in podžupanjo Lijano Lovše, da se mi pridružita na odru. In poglejmo, kdo so letošnji dobitniki priznanj. Za izjemen prispevek k razvoju industrije, gospodarstva in skupnosti ter za dolgoletno tradicijo, inovativnost in odgovorno delovanje ter ob 140-letnici delovanja priznanje župana prejme predilnica Litija. Od ustanovitve leta 1886 je predilnica Litija neločljivo povezana z gospodarskim in družbenim razvojem Litije, zaposlovanjem prebivalcem ter oblikovanjem identitete mesta. Že ob svojem nastanku je bila eno najpomembnejših industrijskih podjetij v tem delu Slovenije.
Skozi desetletja je soustvarjala tudi urbano podobo mesta, njegovo družbeno življenje in razvoj lokalne skupnosti. Pomemben mejnik je predstavljalo prestrukturiranje proizvodnih programov, s katerim je podjetje odgovorilo na zahteve sodobnega gospodarstva. S premišljenimi poslovnimi odločitvami, vlaganji v razvoj in usmerjenostjo v kakovost je ohranilo konkurenčnost ter utrdilo položaj zanesljivega partnerja na zahtevnih evropskih trgih, kamor že več desetletij izvaža skoraj 99% svoje proizvodnje. Ob 140-letnici delovanja predilnica Litija ostaja simbol vztrajnosti, prilagodljivosti in podjetnosti. Njena zgodba je zgodba ljudi, generacij zaposlenih, strokovnega znanja in povezanosti z lokalno skupnostjo. Je pomemben del zgodovine Litije in eden izmed temeljev njenega razvoja, zato jubilej predstavlja praznik podjetja in celotnega mesta. Ob 90-letnici delovanja v zahvalo za njeno predano duhovno, kulturno in dobrodelno poslanstvo ter za pomemben prispevek k ohranjanju vrednot, dediščine in povezanosti skupnosti priznanje župana prejme župnija Litija. Priznanje prevzema Alma Jere. Župnija Litija je bila ustanovljena 1. maja 1936 na podlagi odobritve ministra pravde v Beogradu in je pomenila za tedanje prebivalstvo duhovno osamosvojitev, ki se je kazala tudi na drugih področjih javnega in družbenega življenja. Novo nastali župniji so pripadli teritoriji, ki so bili dotedaj del župnij Šmartno, Vače in Sava, in tako je 3000 prebivalcev po novem pripadalo župniji Litija. Župnija Litija ob 90-letnici svojega delovanja predstavlja pomemben duhovni, kulturni in družbeni steber lokalne skupnosti. Skozi desetletja je povezovala generacije prebivalcev, soustvarjala identiteto kraja ter prispevala k ohranjanju kulturne in verske dediščine. Poleg svojega poslanstva na področju verskega življenja je pomembno prispevala tudi k razvoju solidarnosti, prostovoljstva, medsebojne pomoči in družbene povezanosti. Ob 80-letnici delovanja za dolgoletno zavzeto delo na področju lovstva, varstva narave in ohranjanja naravne dediščine ter za njeno zavezanost odgovornemu gospodarjenju z naravnim okoljem, priznanje župana prejme Lovska družina Litija. Litijski lovci so se že davnega leta 1946 odločili, da ustanovijo lovsko družino Litija. Kasneje se je pridružila še lovska družina Sava Tirna. Gre za izjemno razvejano lovsko območje, ki se razprostira na obeh bregovih reke Save ter sega na območja 3 občin Litije, Šmartnega pri Litiji in Zagorja ob Savi. Že danes predstavlja to območje velik izziv pri negi in upravljanju prostoživečih živali, ob stalnem iskanju sožitja med lovci in kmeti ter veliki skrbi za ohranjanje narave in varovanje okolja. Današnji čas je nedvomno vse zahtevnejši za opravljanje lovskega poslanstva, ki presega zgolj skrb za divjad in posega globoko v varovanje naravnega ravnovesja ter ohranjanje kulturne krajine. Prav tako ob 80-letnici delovanja ter zavzeto delo na področju lovstva, varstva narave in ohranjanja naravne dediščine ter za odgovoren odnos do naravnega okolja in skrbjo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, priznanje župana prejme Lovska družina Kresnice.
Prav tako se je pisalo leto 1946, ko je 17 lovskih navdušencev, katerim je bilo zaupano v upravljanje srednjegorsko lovišče velikosti 4503 hektare, s katerim upravljajo še danes. Lovišče se nahaja v kar 5 občinah: Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Moravče, Šmartno pri Litiji, največji del pa občini Litija. Družina šteje 60 članov, ki s ponosom povedo, da jim je v vseh teh letih uspelo ohraniti stabilno in raznovrstno populacijo, dobro sodelovanje s kmeti in drugimi uporabniki prostora. Člani lovske družine sledijo etičnim normam, saj so prepričani, da je prav to jamstvo za ohranitev vseh lepot narave našim zanamcem in pokazatelj, da so lovci pomemben člen pri ohranjanju narave. Bistvo njihovega dela je prizadevanje za primeren stalež, ravnovesje med živalskimi vrstami ter vzdržno sobivanje z vsemi uporabniki prostora. Ob 40-letnici delovanja za izjemne umetniške dosežke in vrhunsko zborovsko petje, ki svojo kakovostjo in izrazno močjo pomembno bogati kulturni prostor ter prepoznavnost občine Litija, priznanje župana prejme Oktet Valvazor in komorni zbor Valvazor. Oktet Valvazor oziroma današnji komorni zbor Valvazor že 4 desetletja pomembno soustvarja kulturno življenje v občini Litija in širšem prostoru. Svojo pevsko pot je začel 8. marca 1986 kot litijski oktet, leta 1991 pa so se preimenovali v Oktet Valvazor. V letih delovanja so zasedbo umetniško vodili profesor Janko Slimšek, Mitja Gobec in od leta 1995 dalje Jože Vidic, ki je svojim znanjem, predanostjo in ustvarjalno energijo pomembno zaznamoval razvoj pevskega sestava. Valvazorjevci so številnimi nastopi bogatili kulturne, družabne in slovesne dogodke v občini Litija, sosednjih občinah ter po vsej Sloveniji. Svojim petjem so uspešno predstavljali domače okolje tudi v zamejstvu in tujini, med drugim na nepozabnem gostovanju v Kanadi in Združenih državah Amerike leta 2003. Zavedajoč se pomena ohranjanja zborovske tradicije in njenega razvoja, so leta 2024 zasedbo razširili v komorni zbor Valvazor. S tem so žlahtno tradicijo moškega petja obogatili z medgeneracijskim povezovanjem in ustvarili trdne temelje za nadaljne delovanje ob izdatni pomoči umetniškega vodje Jožeta Vidica. Ob 70-letnici delovanja za uspešno upravljanje gospodarskih javnih služb ter za dolgoletno dobro sodelovanje z občino Litija in prispevek k razvoju ter urejenosti lokalnega okolja, priznanje župana prejme javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija. Komunalno stanovanjsko podjetje Litija letos obeležuje 70 let neprekinjenega delovanja in pomembnega prispevka k razvoju lokalne skupnosti. Svojo dolgoletno skrbjo za komunalne storitve, oskrbo prebivalcev, urejanje javne infrastrukture ter razvoj stanovanjskega in komunalnega področja predstavlja eno ključnih ustanov za kakovost življenja v občini. Podjetje s strokovnim, zanesljivim in odgovornim delovanjem zagotavlja pogoje za varno, urejeno in trajnostno bivalno okolje ter pomembno prispeva k razvoju gospodarstva in skupnosti. 70 let uspešnega delovanja potrjuje njegovo nepogrešljivo vlogo v lokalnem prostoru in zavezanost javnemu interesu ter blaginji občanov. Za dolgoletno uspešno vodenje gimnazije Litija od leta 2005 ter za pomemben prispevek k razvoju kakovostnega izobraževanja in krepitvi ugleda šole in občine priznanje župana prejme Vida Poglajen.
Vida Poglajen je profesorica matematike in na gimnaziji Litija zaposlena od njenega začetka skoraj 30 let. Ravnateljevanje je prevzela leta 2005 in nasledila delo prvega ravnatelja, dr. Vinka Logaja. Bila je pobudnica, da je leta 2007 v Litiji na Valvazorjevem trgu odplesala prva četvorka maturantov gimnazije Litija, ki je sedaj postala že tradicionalna. Prav gotovo ima ravnateljica skupaj s profesorskim zborom največ zaslug, da se je gimnazija vidno umestila v lokalno okolje in slovenski gimnazijski prostor. To kažejo uspehi dijakov, njihovi dosežki na maturi ter na mednarodnih tekmovanjih in pri nadaljevanju študija. Vida Poglajen je s strokovnim vodenjem, odgovornim delom in zavzetostjo pomembno prispevala kakovosti izobraževanja, ugledu šole ter ustvarjanju spodbudnega okolja za dijake in zaposlene. Za več kot 10-letno vzorno sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija pri organizaciji prireditve Varno na motor ter za pomemben prispevek k varnosti motoristov in uspešni izvedbi preventivnih aktivnosti v občini Litija priznanje župana prejme Jože Groboljšek. Jože Groboljšek je človek, ki s svojo predanostjo, zanesljivostjo in iskreno željo po pomoči že več kot desetletje pomembno soustvarja prireditev Varno na motor. S projektom je povezan vse od leta 2015, ko se je prvič odzval povabilu k sodelovanju in od takrat ni izpustil niti ene izvedbe. Prireditev Varno na motor je v vseh teh letih zrasla v enega največjih preventivnih dogodkov za motoriste v regiji. Vsako leto združuje izobraževanje, demonstracije, preventivo, druženje in bogat program za vse generacije, od treningov varne vožnje, testnih voženj, policijskih in gasilskih predstavitev in adrenalinskih doživetij. Za uspešno izvedbo tako obsežnega dogodka je potrebna velika ekipa, v kateri Jože izstopa kot eden ključnih sodelavcev, a kljub temu nikoli ne išče pozornosti. Prav zaradi svoje tihe, a izjemno pomembne vloge je nepogrešljiv del organizacijske ekipe. Tako, to so letošnji dobitniki priznanj župana. Še ena fotografija za zgodovino, potem pa gremo dalje. Hvala lepa. Zdaj pa bi na oder povabil podžupana občine Litija, Borisa Doblekarja, da se pridruži z županu pri naslednji podelitvi. Tokrat si bomo ogledali tudi film, predstavitev tega dobitnika zlate plakete, najvišjega priznanja občine Litija. Plaketo pa prejme za dolgoletno, strokovno, celovito in kakovostno oskrbo prebivalcev občine s poudarkom na preventivnem zdravstvenem varstvu, promociji zdravja in zagotavljanju dostopnosti zdravstvenih storitev in aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Verjetno ste uganili, zlato plaketo občine Litija letos prejme Zdravstveni dom Litija. Zgodba organiziranega zdravstvenega varstva na Litijskem je zgodba predanosti, strokovnosti in neomajne skrbi za človeka. Po drugi svetovni vojni je področje javnega zdravstva v našem okolju vstopilo v novo razvojno obdobje. Leta 1955 je bila ustanovljena zdravstvena postaja Litija, ki je postala nosilka preventivnih dejavnosti, sistematičnih pregledov, cepljenj in patronažnega varstva. Z uvajanjem novih zdravstvenih programov, izboljšano dostopnostjo zdravstvenih storitev ter nenehno rastjo strokovnega kadra se je krepila kakovost zdravstvene oskrbe za vse prebivalce.
Posebno prelomnico predstavlja leto 1980, ko se je zdravstveni dom Litija preselil v novo, namensko zgrajeno stavbo. Ta pomembna pridobitev je omogočala nadaljnji razvoj dejavnosti ter postavila lokalno zdravstveno oskrbo ob bok sodobnim zdravstvenim ustanovam po Sloveniji. Danes zdravstveni dom Litija uspešno odgovarja na izzive zdravstva. S strokovnim delom, visoko kakovostjo storitev in jasno razvojno vizijo ostaja nepogrešljiva opora prebivalcem pri skrbi za zdravje. Kljub zahtevnim razmeram slovenske zdravstvene stvarnosti, ustanova izkazuje rast in razvoj, ki odražata trdo zavezanost zaposlenih k izboljšanju zdravja in kakovosti življenja ljudi. V zadnjih letih so bile izvedene številne pomembne investicije v prenovo infrastrukture in posodobitev opreme. Uspešno so prenovili prostore pediatričnega dispanzerja, Center za krepitev zdravja pa je v novih prostorih še dodatno okrepil svoje poslanstvo promocije zdravega življenjskega sloga in preventive. Z vlaganjem v sodobne programe, krepitev kadrovskih zmogljivosti in razvoj novih storitev, zdravstveni dom Litija utrjuje temelje za prihodnost. Posebno vrednost predstavlja tudi njegovo tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo. S projektom Generacija rešuje življenja ter širjenjem mreže prvih posredovalcev pomembno prispeva k večji varnosti občanov in krepi kulturo medsebojne pomoči. Pomemben korak v prihodnosti predstavlja tudi načrtovana izgradnja satelitskega urgentnega centra z nadgradnjo prostorov za širitev programov, kar bo dodatno izboljšalo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev v našem okolju. Predanost vseh zaposlenih zdravju skupnosti se kaže v visoki strokovnosti, uvajanju sodobnih medicinskih praks, nenehnem strokovnem izpopolnjevanju ter zglednem sodelovanju z drugimi zdravstvenimi ustanovami, organizacijami in lokalnim okoljem. Prav zaradi tega zdravstveni dom Litija pomembno prispeva k dvigu zdravstvenega standarda in kakovosti življenja v naši občini. Vse to priča o njegovem izjemnem prispevku k zdravju, blaginji in dobremu počutju občank in občanov. S svojim delom, strokovnostjo, srčnostjo in vizijo zdravstveni dom Litija že desetletja soustvarja bolj zdravo in varnejšo skupnost ter pomembno oblikuje njeno prihodnost. Sedaj pa prosim direktorja zdravstvenega doma Litija, da prevzame zlato plaketo. Hvala lepa. Stal nam je še en dogodek, kar se tiče priznanj. Litija bo dobila svojo drugo častno občanko. Vsi jo verjetno zelo dobro poznate. Ne bom zgubljal besed, poglejmo si filmček. Joža Ocepek je svoje poklicno poslanstvo našla v knjižničarstvu in ga z izjemno predanostjo uresničevala več kot 4 desetletja. Leta 1971 se je zaposlila v knjižnici Litija kot višja knjižničarka ter je ostala zvesta vse do upokojitve. Ves čas svojega delovanja je opravljala nalogo organizacijske in strokovne vodje knjižnice, po njeni osamosvojitvi pa je prevzela tudi funkcijo direktorice. Ob delu se je nenehno strokovno izpopolnjevala in pridobila naziv univerzitetne diplomirane bibliotekarke. Njeno strokovno delo je odločilno zaznamovalo razvoj knjižnice Litija, ki je pod njenim vodstvom prerasla okvire klasične knjižnične dejavnosti in postala pomembno kulturno, izobraževalno ter informacijsko središče lokalne skupnosti. Knjižnica je postala nepogrešljivo domoznansko središče, prostor pridobivanja znanja, srečevanja idej in povezovanja ljudi različnih generacij.
K temu so pomembno prispevale njene izjemne organizacijske sposobnosti, strokovnost, ustvarjalnost in posluh za potrebe okolja, v katerem je delovala. S svojim delom je dosledno uresničevala poslanstvo knjižnice kot odprte in dostopne ustanove, ki povezuje posameznike, društva, ustvarjalce in vse, ki soustvarjajo življenje v lokalni skupnosti. Njeno delo predstavlja zgleden primer uspešnega prepletanja kulturne ustanove z življenjem kraja ter izjemne predanosti kulturi, znanju in človeku. Že zgodaj je začutila pomen knjige, znanja in pisane besede, kar je ostalo njeno življenjsko vodilo. Knjižnica zanjo nikoli ni bila zgolj delovno mesto, temveč prostor srečevanj, radovednosti, osebne rasti in medsebojnega spoštovanja. Pod njenim vodstvom je postajala vse bolj odprt, dostopen in živ prostor skupnosti. Njena dejavnost pa ni ostala omejena le na knjižnične okvire. Oblikoval jo je izreden čut za povezovanje strokovnega dela v javnih institucijah z bogatim društvenim življenjem. Bila je predsednica Društva prijateljev mladine, Lions kluba Litija in fundacije Vila Lita. Kot likovna ustvarjalka je vodila društvo Lila, ki je pod njenim vodstvom zraslo v eno najuspešnejših likovnih društev v Sloveniji. Njene slike, razstave in zapisi niso le umetniški izraz, temveč odsev njene občutljivosti za lepoto, človeka in življenje. Poleg likovnega ustvarjanja je napisala številne pesmi, zgodbe in pravljice. Posebej dragoceno je njeno delo na področju ohranjanja lokalne kulturne dediščine. Kot vestna zapisovalka pripovedi, zgodb in spominov je pomembno prispevala k ohranjanju zgodovinskega spomina ter bogastva lokalne tradicije. Svoje sodelavce je spodbujala k raziskovanju in vrednotenju domoznanstva ter jih učila pomena spoštovanja in predstavljanja posameznikov, ki so svojim delom prispevali k razvoju kraja. Med letoma 1994 in 2002 je bila tudi občinska svetnica ter svojim znanjem, izkušnjami in odgovornim delovanjem soustvarjala odločitve v dobro občank in občanov občine Litija. Za svoje delo je prejela številna priznanja, ki potrjujejo njeno strokovno odličnost, ustvarjalnost in dolgoletno predanost skupnosti. Življenjsko delo Jože Ocepek je trajno zaznamovalo kulturni, izobraževalni in družbeni razvoj občine Litija. S svojim delovanjem je pomembno prispevala k razvoju knjižničarstva, ohranjanju kulturne dediščine, razvoju ljubiteljske kulture ter krepitvi povezanosti in identitete lokalne skupnosti. Njena strokovnost, ustvarjalnost, človeška toplina in nesebična predanost ljudem predstavljajo vrednote, ki so trajno obogatile življenje v občini. Zaradi njenega izjemnega življenjskega dela, dolgoletnega ustvarjalnega in društvenega delovanja ter neprecenljivega prispevka k razvoju in ugledu občine Litija je Joža Ocepek nadvse primerna prejemnica naziva častna občanka občine Litija. In z enim aplavzom pozdravimo Jožo Ocepek. Naj se vam zahvalim vsem za te čestitke in za tak aplavz. V knjižnici sem pa začela delati v tej hiši. Joža Ocepek,
Ponosni smo na vas in na vaše delo in se veselimo, da ste postali častna občanka občine Litija. Župan pa ima še eno prijetno dolžnost. Vsakemu gostu, tokrat je to minister za infrastrukturo in energetiko, podeli spomin, ki ostane večen in tudi tokrat bo tako. Minister Jernej Vrtovec prejme srebrnik. Hvala lepa še enkrat, da ste bili z nami in seveda v spomin srebrnik. Iskrene čestitke tudi vsem nagrajencem. Vaše delo je dokaz, da Litija ni samo kraj, ampak skupnost in da se velike zgodbe pišejo z majhnimi vsakodnevnimi dejanji. Litija je kraj, kjer se ljudje še vedno pozdravljajo na ulici, kjer se novice širijo hitreje kot vlak in kjer se vsak projekt začne z besedami "dajmo probat". Na oder pa sedaj ponovno vabim komorni zbor Valvazor, s svojim petjem že desetletja soustvarja kulturni utrip naše občine. Če je bil prvi del večera poklon skladateljem, povezanim z Litijo in Šmartnim, je drugi del glasbeno potovanje, ki nas popelje med ustvarjalce, ki so zaznamovali slovenski zborovski prostor. Valvazorjevci so znani po tem, da znajo združiti tradicijo in sodobnost, resnost in toplino, tehnično dovršenost in čustveno iskrenost. Včasih se pošalimo, da v Litiji ni vremenske napovedi, ki bi bila bolj zanesljiva od njihovega nastopa, ko poje Valvazor je praznik. Na njihov drugi del večera napolni dvorano s tisto posebno energijo, ki jo lahko ustvari samo zbor.
mladić od 16 godina, nije bilo curice da me ni volila. Od mene do tebe 4 ure hoda, učiteljca probušnja, tebe nisam voda. Trajna nina nena, trajna nina nena, trajna nina nena, trajna nina nena. Ja sam ima lepega, mladega dekliča, a mi se udavija s perom u gradiča. Trajna nina nena, trajna nina nena, trajna nina nena, trajna nina nena. Fante sem prosil, naj ostanejo z mano, če bo kakšna fotografija nastala, se bom lahko pohvalil, ne, da pojem v komornem zboru Valvazor. Se nekako vse imam, razen glasu, tako da. Spoštovani, hvala, ker ste ta večer preživeli z nami. Litija je kraj, kjer se zgodovina nikoli ne konča, samo nadaljuje v novih oblikah. Kraj, kjer železnica še vedno ropota, Sava še vedno teče, ljudje pa še vedno znajo stopiti skupaj. Nekateri že poznajo, da je zaključek naše občinske proslave vedno nekoliko drugačen. Uspem ga tudi skriti, tudi pred tistimi, ki so najbolj odgovorni za potek proslave. In tale stol tule ni kar tako. V antičnih Atenah je ljudstvo odločalo o vseh pomembnih zadevah. Na vsakem zasedanju so imeli v ospredju en prazen stol. Ni bil za častnega gosta, ni bil za govornika, bil je simbol. Ta stol je predstavljal človeka, ki ga ni. Tistega, ki ga odločitev še ni prizadela, a ga bo nekoč. Predstavljal je otroka, ki še ni rojen. Soseda, ki danes ni mogel priti. Človeka, ki ga ne poznamo, a bo živel z našimi odločitvami. Vsakič, ko so Atenci sprejemali zakon, so se vprašali, ali bi se tega stola sramoval, če bi sedel na njem nekdo, ki bo živel posledice naših dejanj. In če je bil odgovor da, so odločitev spremenili. Ko gradimo skupnost, občino, mesto, državo, ne odločamo samo zase. Odločamo za tiste, ki bodo prišli za nami. Za tiste, ki danes še ne sedijo med nami. Naj bo leto pred nami leto, ko se vsak od nas kdaj ustavi, pogleda v prazen stol in se vpraša, ali bi bil ponosen, če bi nekdo, ki bo živel jutri, sedel tukaj danes. Če je odgovor da, potem delamo prav. Naj vas spremlja lep praznični večer in varen korak domov, naj živi Litija, naj živi Slovenija. Srečno!